spomladanskim trojčkom začetek nove sejemske sezone na celjskem sejmišču. V Šentjurju opravili res potomke modre kavčine. Nadzorniki pivovarne Laško so se seznanili z aktivnostmi za dokapitalizacijo družbe. V Celju ta konec tedna zaključni turnir ženske jadranske lige. Dober večer voščim. Na celjskem sejmišču so danes začeli novo sejemsko sezono. Dopoldne so odprli spomladanski trojček Flora, Poroka in Altermed, jutri pa bo sledilo še srečanje čebelarjev API Slovenija. Skupaj se predstavlja več kot 400 razstavljavcev iz 12 držav. Sejem Poroka prinaša najnovejše poročne trende, od na primer 42 najlepših poročnih šopkov do oblek, vrhunske pogostitve in izjemnih lokacij. Trendi pa kažejo na to, da se znova vse vrača v naravo. Zato tudi mogoče naša takšna sejemska predstavitev. Naša prednost pa je tudi krasno okolje, smo namreč v baročnem parku v Novem Celju. In na sejmu nekako znova opozorimo nase in do sedaj se je izkazalo, da je obisk dober oziroma da prinaša potem pozitiven odziv. Letošnje sejme zaznamuje tudi 20. obletnica sejma Flora, v okviru katere je vodstvo celjskega sejma najzaslužnejšim razstavljavcem podelilo posebna priznanja. Nam kot malo podjetje, kot družinsko podjetje to zelo veliko pomeni, ker je to en dosežek, s katerim se lahko tudi širši javnosti pokažemo, da smo tukaj prisotni že čez 10 let in to tudi pomeni, da uspešno delamo v vrtnarstvu. Sejem Altermed pa v znamenju kuhanja zdrave hrane, zelišč in super živil. Izpostavlja tematiko in sicer to je konoplja, kateri posvečamo letos večjo pozornost, namreč uporabi konoplje v medicinske namene in pa demistifikaciji uporabe konoplje in pa seveda združenje z znanimi imeni z področja zdravega življenja. Spomladanski trojček pa bodo zaokrožili še posveti čebelarjev, ki jim vsi strokovnjaki zadnje leta namenjajo posebno pozornost. Čebele so pomembne v našem življenju. Pomembne so za oploditev, za oprašitev rastlin, kar pomeni za 85% pridelave našega sadja in zelenjave. Torej je prav, da jih z rastlinami, ki jih privabljajo, pocrkljamo, da te rastline tudi sami prenesemo v vrt in naredimo zanimive okolje, zanimivejše za nas in zanje, ter tako seveda ustvarimo vrtno harmonijo in posledično prijetno počutje. Sejem lahko obiščete še do nedelje do 18. Vstopnica za odrasle pa stane 6,5 €. V Šentjurju so popoldan opravili tradicionalni rez potomke mariborske stare trte modre kavčine. Rez so opravili šentjurski župan magister Marko Djaci, mestni viničar in nekdanji župan občine Šentjur Jurij Marovrh ter specialist za vinogradništvo Roman Štabuc. Šentjurska potomka najstarejše trte na svetu je prestala prvo rezito po polnoletnosti, kar je zanjo prav poseben mejnik. Ta trta je bila v jeseni stara 18 let ali pa pred 18 leti, oktobra smo jo posadili, tako da jo z velikim veseljem negujemo. V začetku je ta trta trpela, ker še ni bilo fasade in pa podobno, zato je prišlo tudi do takšne vzgoje, kot je malce skrivenčena, vendar tako kot je rekel prijatelj Štabuc, pravi tudi v gubah je lepota. In prav pri tej trti se ta lepota odraža v vse te njeni prvinskosti, kajti tudi v vinogradih, če pogledamo trse, niso vsi lepi ravni, kajti sama lepota ne da vsega, ampak njena žlahtnost, njena pridnost, njena, kako bi rekel, njena pripravljenost, da rodi. In ta pripravljenost, da rodi, zavisi od samega vinogradnika, od nege, od vzgoje, od tega, da vinogradnik trto razume, kaj trta rabi, in ko to enkrat razumeš, potem imaš kvalitetno vino. Naši vinogradniki, tudi v Šentjurju, moram povedati, niso vinogradniki od včeraj, ampak ti ljudje obvladajo. Mi smo danes imeli rez in res ni v bistvu v tem, da jih učimo rezati, ampak da samo določene stvari dopolnimo. To so vinogradniki, ki 30-40 let reže in tu nimaš kaj ljudi učiti, lahko jih samo dopolniš z nekimi novostmi. Nekaj pa je novega, te velike rane. Ali trto pomlajamo ali amputiramo, to je velika razlika. In še posebej imamo vsi več ali manj stare trte. In prevodno tkivo v starih trtah je zelo, bom rekel, že zamašeno.
tako da moramo skrbeti za prevodnost po eni strani, po drugi strani pa preprečimo te velike rane z zaščito, z tem, da več ne režemo v živo, ja, da opuščamo tudi, bom rekel, določene čepe, štrcle, ki se potem naslednjo leto odrežejo. Skratka, to so ene specialnosti, predvsem dopolnilo, kajti stara trta postaja danes izredno občutljiva na te lesne glive. In lesne glive, predvsem pa razni virusi, razne eske, razne rumenice in tako naprej, puščajo, bom rekel, kar močne sledove v vinogradih. Iz leta v leto je več teh bolezni. Ob šentjurski stari trti je tradicionalno prisotna tudi aktualna vinska kraljica Svete Helene. Res vinske trte je prvo in tudi najpomembnejše delo v vinogradu. Z njim ugotavljamo rodnost in kvaliteto grozdja, vplivamo na dolgotrajnost vinske trte. Vinska kraljica Svete Helene lahko postane tisto dekle, ki prebiva na Sveti Heleni, se pravi v kraju Javorje, Bukovje. Jaz sem trenutno 7. vinska kraljica. Da postaneš vinska kraljica Svete Helene, moraš poznati dobro splošno znanje vinogradništva in vinarstva. Vsako leto v mesecu novembru pripravimo prireditev po Sveti Heleni Martin na star način. Na tej prireditvi se tudi izbere nova vinska kraljica Svete Helene. Naloga vinske kraljice Svete Helene pa je, da predstavlja društvo Sveta Helena, kajti tudi to društvo predstavlja svoj kraj, od koder prihaja, in pa vina, ki se predelujejo. Na Sveti Heleni najbolje uspevajo sorte, se pravi laški rizling, renski rizling, sauvignon, chardonnay in pa šipon. Nadzorniki pivovarne Laško so se na 21. seji nadzornega sveta seznanili s potekom procesa dokapitalizacije pivovarne Laško in prodaje najmanj 44,68% deleža prodajnega konzorcija v pivovarni Laško. Laški nadzorniki so se seznanili tudi z dokumentom stališče zaposlenih glede postopka dokapitalizacije in morebitne prodaje. Vodstvo družbe je razpravljalo še o stanju plačilne sposobnosti podjetja ter se seznanilo s postopki prodaje naložb družb skupine Laško ter ključnimi kazalniki kapitalske ustreznosti. Celje je ta konec tedna gostitelj zaključnega turnirja Jadranske lige za košarkarice. Jutri se bosta v prvem polfinalu ob 17:15 pomerila črnogorski prvak Budućnost ter srbski prvak in aktualni prvak lige Radivoj Korač. Ob 19:30 pa bo sledilo še drugo polfinale med domačim atletom in italijanskim rejerjem iz Benetk. Celjske košarkarice so dopoldan trenirale v laški dvorani Tri Lilije, na nocojšnjem uradnem treningu pa so še zadnjič pred začetkom zaključnega turnirja preizkusile domači teren. Nestrpnost je razumljivo prisotna, saj je polfinalni obračun z rejerjem iz Italije tik pred vrati. No, komaj čakamo vikend, vzdušje v garderobi je res fantastično in mislim, da ne smemo biti obremenjene nekim rezultatom, ker smo že v tem delu sezone veliko poslov naredili, ampak gremo na vse ali nič in dali bomo vse od sebe, da pred domačo publiko zmagamo. Prvo Venecijo, pol pa v finalu ne vem koga. Marica Gajić bo po poškodbi močno orožje za zasedbo trenerja Damirja Grgića. Ja, pozabljena je, vesela sem, da sem se vrnila na igrišče in da bom lahko pomagala ekipi v najbolj pomembnem trenutku v sezoni. Mislim, da fizično nekako niti ni mogoče biti pripravljen po 2 mesecih pauze, ampak psihično sem 100% pripravljena in tisto, kar lahko dam ekipi, borbo, srce, skok, to bom tudi pokazala na igrišču. Forma Celjank je šla v zadnjih tednih pospešeno navzgor, zato je optimizem pred zaključnim turnirjem še toliko večji. Tako treniramo, pripravljamo se na ekipo rejera in mislim, da nas bojo trenerji kar dobro pripravili, kar se tiče taktike in fizike. Mi moramo svoje glave nekako poštimati in se zavedati in naše kvalitete in naših nalog na igrišču. In mislim, da bo pol vse v redu in da bo rezultat prišel.
Ekipa Rejerja je zelo dobra ekipa, boste vi krili Henrijevo pod košem, ki je odlična? Ja, mislim, da bo Eva začela. Eva Lisec bo začela, mislim, da, ampak se bomo sigurno srečali s Henri pod obročem. Celjske košarkarice pa v en glas vzklikajo: napolnimo dvorano. To bi bilo v jutrišnjem polfinalu izjemno. Zelo smo veseli, da smo domačinke in izkoristila bi priložnost, da vabljeni ste vsi na tekmo, če najdete, ne vem, prosti čas, to bi nam bilo od velikega pomena, ker vsekakor je lepše igrati pod spodbudo, kot če bo prazne tribune. Se pravi, prav ta podpora je lahko dodaten plus na poti do morebitnih uresničitev sanj. Ja, tako. Mislim, da si zaslužimo, da naredimo tisti korak naprej tudi v Jadranski ligi, v mednarodni ligi, ker trdo delamo, trudimo se na vsakem treningu, na vsaki tekmi tudi dajemo maksimum in mislim, da si zaslužimo tega. Sobotni polfinale Atleta in Rejerja se bo začel ob 19:30. Jutri bo precej jasno, v vzhodni Sloveniji pa se bo proti poldnevu spet bolj pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj Celzija. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, v ponedeljek bo pretežno oblačno, v zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Iz uredništva informativnega programa vam želimo le še lep večer in vam voščimo, da preživite prijeten konec tedna. Nasvidenje!